Agencija za varnost prometa s policijo pogosto izvaja preventivne akcije in danes sem na eni takšnih. Tukaj na počivališču Lopata izvajajo nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Vse pogosto se namreč zgodi, da tovor, ki ga ta vozila prevažajo, ni ustrezno pretrjen in ko več ton težka zadeva poleti naprej, je nič ne ustavi, posledice so pa grozne. No, zato so takšne akcije seveda dobrodošle, čeprav vem, da to voznikom danes ne bo všeč. Vozniki tovornih vozil so bili v letu 2022 udeleženi v 2546 prometnih nesrečah. Povzročili so vsako 7. prometno nesrečo, to povprečje je zabeleženo tudi v zadnjih 5 letih. V nesrečah, ki so jih povzročili, je lani umrlo 8 oseb, od tega 6 voznikov tovornih vozil, 1 pešec in 1 potnik v tovornem vozilu. 57% prometnih nesreč so povzročili domači, 43% pa tuji vozniki tovornih vozil. Delež tujih povzročiteljev se povečuje. Danes preverjamo tudi, če vozniki slučajno vozijo predolgo, če imajo vse ustrezne dokumente in pa če so seveda pretežki. Mislim, vozila, ne vozniki. Pri nadzorih tovrstnih vozil smo pozorni predvsem na čas trajanja vožnje, obvezne počitke, odmore teh voznikov, seveda tehnično brezhibnost vozil, preverjamo pa tudi listine tovora, ustrezno naloženost in pripetost tovora in pa seveda psihofizično stanje voznikov tovornih vozil. Pozorni smo tudi na pripenjanje voznikov in potnikov v teh vozilih in pa seveda na uporabo bodisi mobitela ali kakšnih drugih motečih elementov, ki vplivajo na varno udeležbo teh udeležencev v cestnem prometu. Današnja akcija je evropsko usklajena, kar pomeni, da nadzor poteka tudi v sosednjih državah. In me prav zanima, če so katerega od tistih, ki smo jih mi danes tukaj ustavili že v kateri od drugih držav ali pa ga še bodo. No, če je bilo vse okej, lahko ponosen nase, če ne, pa je dobil 2 opomnika in upam, da se je iz tega kaj naučil. Takole, jaz pa tale nahrbtnik svoj dam za sedež, da bo varno, sebe bom pa tudi pripel, da bo vse tako more biti. Veliko nas je na cesti. Moramo si oddeliti za to, dajmo poskrbeti, da bo za vse varno.